Naslov moje razstave je bil skupaj izbran z kuratorjem Guyom Robertsonom. Gre za naslov General Philosophy and the Confession of the Individual Man. Gre za direktni citat iz Panofskega, mislim, da iz Panofskega. Gre pa za to, da je s tem citatom je opisal delo Dürerja, v bistvu melanholijo je nekako opisal s tem, da gre za generalno filozofijo in v bistvu izpoved posameznika, in tukaj so uporabila ta citat na nek način, ker se vidi tam v melanholiji, da gre za neko rekonstrukcijo sveta, v bistvu, da je spet več vidikov notri vsebovanih, nekatere lahko najdemo tudi referenčno v tej razstavi. Gre pa za to, da v bistvu se ukvarjam z generalnimi koncepti, univerzalnih idej, hkrati pa skozi lastno subjektivnost nekako reflektiram in postavim na nove temelje. V bistvu se je ta razstava začela z sodelovanjem na rezidenci v Italiji v mestu Spoleto, kjer sem 2017 bil izbran za to rezidenco. Gre za rezidenco Gustava Mahlerja in Sole Vita, kjer sem spoznal kuratorja te razstave Guya Robertsona, ki tudi skrbi za program in izbor na tisti rezidenci. Ko sem naredil tisto prvo delo 2017, sem se večinoma ukvarjal z fenomenologijo materiala. To mi ni bilo prej nekako v praksi oziroma v polju interesa, vendar sem ugotovil, da lahko s tem mogoče spoznam neke nove principe v umetnosti, da se ne ukvarjam samo specifično z idejnim delom umetnosti. Razvil sem opus del, ki so se v bistvu zlivale z svojo okolico. To lahko vidimo v beli sobi, kjer sem eksperimentiral z različnimi materiali, marmor, keramika in gips. Poigraval sem se z različnimi barvnimi tonacijami, predvsem pa z glos in mat površino, ki se tudi vidi pri ostalih delih, ki nekako izhajajo idejno in tudi materialno iz dela, ki sem ga naredil v Italiji. Na tleh lahko vidimo kocko iz marmorja, ki je pobarvan z belo stensko barvo, in samo v rezih, ki so narejeni po proporcu zlatega reza, lahko vidimo original kamen. Gre pa za to, da sem samo vzel nek renesančni proporc in sem kocko marmorja razrezal po tem proporcu in je nazaj skupaj sestavil v celoto. Lahko to razumemo na različne načine, glede na to, da je ta razstava tematizirana kot raziskovanje univerzalnega jezika, ki je neka tema, ki me zanima prav tako v filozofiji kot v umetnosti. Lahko razumemo to delo kot združevanje razpadlega jezika. V sobi pred belo sobo vidimo tudi referenco na Babilonov stolp in lahko nekako povežemo te dve deli v smislu, da hočem nekako združiti ta mitološki razpad univerzalnega jezika. Kot vemo iz biblijske pripovedi, so vsi govorili isti jezik, potem je pa Bog zaradi jeze ljudi razdelil na več jezikov oziroma na več kultur, če smemo tako reči. Nekako ta razstava raziskuje, kako lahko, tudi moje delo na splošno, raziskuje, kako lahko najdemo pot izven postmodernizma, kjer obstaja samo mnoštvo resnic in je ena resnica. Tukaj ne gre za neko eno resnico v smislu neke totalitarnosti, kot nekateri postmodernistični teoretiki očitajo Hegelu in podobnim, ampak gre predvsem za to, da se ukvarjamo z trdim temeljem, ontološkim temeljem sveta in to nekako probam prenašati v umetnost in v filozofijo. V beli sobi, ki sem naredil, lahko vidimo tudi palice, ki se naslanjajo na steno. Se pravi, palice, ki se naslonjene na zid, izhajajo iz potovanja, ki smo ga imeli v Spoletu s prijatelji, so rezidentje.
smo potovali po teh okolišnih hribih in specifično na Monte Luca obstaja v bistvu Sacred Forest oziroma ta neki sveti gozd, po katerem so se sprehajali in so prebivali te puščavniki oziroma te askete, ki so romali iz puščave do Rima. Tam najdemo veliko teh ostankov, v bistvu teh jam, v katerih so živeli in v bistvu pisali oziroma meditirali na nek način. No in iz tega svetega gozda smo v bistvu iz čisto praktičnega vidika vzeli 4 sprehajalne palice, vsak je imel svojo in meni se to zdel tak nek lep monumentalen moment, se pravi teh palic, in potem sem jih oblekel v gips in naslonil na steno. Gre za to, da je lahko, se pravi tukaj noter je lahko več referenc, ena je tudi to, da je v bistvu Solevit natanko popisoval svojo pot vsakič, ko je šel na Monte Luca, ko je živel v Spoletu, in mogoče je lahko to referenca na to. Deloma je lahko referenca tudi na Mojzesovo sprehajalno palico, lahko je referenca pa tudi na opore, ki jih vidimo v bistvu povsod po Italiji, ko imajo to staro arhitekturo in se jim zidovi rušijo, v bistvu uporabljajo palice za podporo zidov. In zdaj lahko razumem tudi to mogoče kot neka institucionalna kritika, v smislu, da podpiram zidove galerije. Ta podoben element vidimo tudi v delu, ki stoji za mano. Gre v bistvu za nek način tehnike, kako lahko aktiviramo tla, steno in v bistvu probam nekako pokazati, da je v bistvu cela galerija na nek način umetniško delo. Se pravi, da ne gre za to, da bi probal nekako izrabiti samo zidove umetniške galerije, ampak probam aktivirati celoten prostor. V bistvu v tej instalaciji oziroma jaz jih poimenujem kar konstrukcije, se nahaja več referenc. Se pravi, ena izmed najbolj dominantnih je sigurno referenca na A.R. Penka, ki je v neki svoji sliki naslikal neko figuro oziroma več figur, jaz sem izbral eno specifično in sem jo v bistvu potem povečal in naredil v bistvu, kako bi temu rekli, v fizični obliki. Predhodno je obstala samo kot slikovni material. Gre pa za to, da sem ugotovil, da pri Penku obstaja, da je Penk naredil neko abecedo, ki se imenuje Primitive Computer. Gre za nek znakovni sistem, ki ga je on sam nanizal in je iz teh osnovnih elementov potem gradil slike in bi lahko te slike razumeli tudi kot stavke. Zakaj meni je to tako fascinantno? Zaradi tega, ker lahko v zgodovini najdemo ogromno podobnih analogij in tudi naslov tega dela Send my love to Gabriel je v resnici neka referenca na v bistvu mistične tradicije, ki so probale nekako komunicirati z angeli in jaz tukaj mogoče malo kot neko refleksijo probam v bistvu pokazati, da tudi sodobna umetnost ali pa umetnost 20. stoletja v bistvu dela svoj znakovni sistem, da komunicira metafizične ideje, zdaj lahko razumemo s komarkoli hočemo. Se pravi, lahko z gledalcem ali s teoretiki, lahko pa tudi z umetnostno zgodovino. Gre pa za to, da v bistvu sem tukaj probal nekako prikazati en stavek in sem hotel pokazati, da obstaja neka analogija, ki se je pojavila že pri Platonu, da obstaja neka analogija med pisavo in v bistvu slikanjem oziroma upodabljanjem. To se pojavi v Platonovem dialogu Kratil. Tam v bistvu direktno pokaže, kako so črke vzporedne potezam na platnu ali pa v kipu. In zakaj je to delo zanimivo? Zaradi tega, ker gre v bistvu za poizkus utemeljitve univerzalnega jezika in se mi je zdela to lepa referenca. Hkrati potem vidimo zadaj oziroma desno od Penkove skulpture oziroma reinterpretacije Penka, vidimo mastabo. Mastaba je v bistvu stara mezopotamska arhitektura, ki sta jo ponovno uporabila Jean-Claude in Christo. V Heide Parku sta naredila iz sodčkov nafte veliko piramido oziroma mastabo in sta za osnovne gradnike uporabljala sodček nafte. Meni se tu izredno zdelo zanimivo, kako v bistvu se v sodobni umetnosti pojavijo spet neke enote kot osnovne enote. Tukaj sta vzela dva sodček nafte, ki ga lahko razumemo na zelo različen način, se pravi je odprto interpretaciji. Gre pa za to, da je v resnici kot včasih, ko so uporabljali neke osnovne elemente za gradnjo arhitekture,
sta ona dva uporabljala, se pravi, ta sodček nafte. In kaj sem jaz naredil? Uporabil sem volumen tega sodčka nafte in ga pretvoril v obliko mastabe, se pravi v obliko, ki sta ona dva izgradila iz teh osnovnih gradnikov. V ozadju je na beli podlagi v bistvu krog in nek X. Tukaj gre pa za dekonstrukcijo nekega utopičnega jezika, ki se pa navezuje na renesanso, gre pa za v bistvu neko dekonstrukcijo Morovega utopičnega jezika, ki se navezuje na njegovo utopijo. V prvi sobi sem v bistvu, v modri sobi, sem se ukvarjal z solevitom in z džotom. Ko sem bil, se pravi, na tej rezidenci, sem ugotovil, da je solevita izredno fascinirale freske v Asisiju, ki jih je naslikal Giotto, gre za življenje Frančiška Asiškega. In tam na teh freskah lahko vidimo v bistvu podobno uporabo barv in motivike, lahko tudi rečemo. Se pravi, kaj sem jaz naredil, uporabil sem, se pravi, ta način nanosa barve je izredno inspiriral solevita in je potem v zgodnjih svojih delih probal narediti nekako mimikrijo te tehnike. Jaz sem pridobil direktno informacije od fundacije Solevita, kako je on to počel, in sem v bistvu naredil neko reprodukcijo s svojim seveda dodatkom, z prilagoditvijo, s nekim mojim standardom sem naredil potem v bistvu ozadje, ki ga nekako poimenujem sodobna freska. Na tem ozadju potem stoji tradicionalen način delanja freske, se pravi, vidimo ta moder monokrom, ki se pojavlja skozi več mojih del, lahko ga vidite tudi v beli sobi v zgornjem levem kotu, kjer gre za direktno referenco na Maleviča. Tukaj pa lahko ta monokrom razumemo kot nek izrez zidu in v bistvu neko nizanje različnih časovnosti. In osnovna ideja tu je to, da probam v bistvu neke metode, tehnike in ideje zoperstaviti na zidu in nekako naredim poizkus, do katere mere ideje in materialnost drži čas. Ali so ideje in materialnost vezane na določeno specifično obdobje v zgodovini, ali pa lahko imajo ideje neko univerzalno nosilnost, se pravi, da se ne spreminjajo skozi različna obdobja oziroma da niso specifično vezane na določeno zgodovinsko obdobje. Okoli teh lahko vidimo potem 3D izprintane, se pravi s 3D tehniko printane objekte, ki so objekti direktno referirani na Platonove idealne objekte, ki jih v dialogu Timaj opiše kot glavne gradnike sveta. Izkazalo se tudi v 20. stoletju, da je Platonova teorija o teh osnovnih gradnikih sveta, se pravi o teh osnovnih 4 konveksnih poliedrih, v resnici ni samo spekulacija, ampak v resnici so znanstveniki, atomarni fiziki ugotovili, da so zunanje lupine atomov se enako strukturirajo, kot jih je Platon opisoval v Timaju. Se pravi, da obstaja, to je lahko kot en primer univerzalnosti nekih idej, ki se pojavljajo potem seveda tudi v umetnosti. Te platonistične objekte najdemo v renesansi, najdemo jih pri Buckminster Fullerju in podobnih, se pravi, da se konstantno pojavljajo skozi celotno zgodovino. Robert Mund, ta teoretik, ki je ugotovil, da so v bistvu atomi v obliki platonističnih objektov, je v bistvu močno vplival tudi na Buckminster Fullerja, ki lahko mogoče na nekih elementih lahko vidimo tudi referenco na njega. Predvsem gre pa za to, da je pomembna ta pri meni, saj pri tej freski, ki sem naredil, ideja sinergije je izredno pomembna, kako v bistvu se nekateri elementi potencirajo in v odnosu drug do drugega v bistvu ustvarjajo neke nove ideje oziroma neke nove preskoke, ki so miselni ali pa lahko tudi čutni preskoki. V sklopu razstave sem imel 4 predavanja in v prvem predavanju sem se ukvarjal z v bistvu Platonovo ambivalentno pozicijo do umetnosti. Gre za to, da se skozi različne dialoge pri Platonu vzpostavi različen pogled na umetnost. Specifično gre pa za to, da se v 10. knjigi Države, ki nekako vzpostavi dogmo razumevanja odnosa umetnosti do sveta, nekako še do današnjega časa, se pravi celoten projekt modernizma se nekako navezuje na to idejo. Gre pa za to, da v 10. knjigi Platonove Države
Platon želi izključiti umetnike iz njegove idealne republike. Zakaj to naredi? Naredi preprosto iz tega vidika, ker ne paše v njegov ontološki sistem, ki ga opisuje skozi prispodobo o votlini. Gre za to, da razume umetnike, da delajo kopije idej, se pravi, da se odmikajo od avtentičnosti same ideje, ampak da delajo posnetke posnetkov in to je za njega bil nek model dekadence. Ni tako v vseh delih, naprimer v Platonovem dialogu Ion, umetnikom v bistvu nekemu Rhapsodu pripisuje v bistvu izredno sposobnost reinterpretacije oziroma recitiranja Homerjevih del in mu tudi pravi, vi delate kopije, se pravi Rhapsodi, ki recitirajo to Homerjevo delo, delajo kopije, ampak pravi, če hočete narediti kopije na dober način, morate imeti nek uvid v Homerjevo delo in jih v bistvu v tem Ionu, v tem dialogu jih nekako poveličuje. In kaj sem jaz hotel narediti, v bistvu, kar me zanima pri umetnosti, je to, da ni vedno kopija nekaj slabega, ampak da je pomembno, kam se naseli misel. Se pravi, če je prazna kopija, je problematična, če pa je v njej naseljena misel, pa potem to ni več problematično in bi tudi iz vidika Platona stvar stala. Se pravi, potem pa pogledam umetnika, ki je meni izredno zanimiv, je Malevič. Malevič je na primer za mene tipičen primer umetnika in filozofa seveda, ki je naredil svoj ontološki sistem. Na primer, najbolj značilno se to vidi v knjigi Bog ni zapustil prestola, ker vzpostavi celoten ontološki sistem, ki je v bistvu na nek način zelo analogen Heideggeru, samo da se na neki specifični točki od Heideggera odcepi. Ko gre Heidegger v to svetnost sveta, se Malevič odcepi in gre v bistvu v nematerialnost sveta. Se pravi, se ukvarja z ničem in kot sem pisal tudi v svoji diplomski nalogi v zvezi z Malevičem, gre za to, da je tematika nihilizma oziroma nihilizem se uporablja kot zmerljivka v času nemškega idealizma. Gre za to, da se Malevič izredno približa v bistvu miselnosti nemških mislecev, Hegla in podobnih, kjer v bistvu probajo iz niča sproducirati nekaj pozitivnega. Se pravi, da se pri niču ne ustavimo in se ne zatekamo k molčečnosti, kot so zagovarjali nekateri filozofi, ampak da v bistvu se soočimo z ničem in nas sprejmemo, kot pravi Hegel, napor pojma. In Malevič razume nekako v tej zgodbi, da nas se prevzame napor pojma in proba prikazati ultratanko linijo med, se pravi, to svetnostjo in svetim. Se pravi, te prazni prostori, ki jih Gerard Weizmann izredno dobro opisuje, se pravi, te praznine, v katere se naseljujejo Malevičeve slike, so nekako najboljši portret 20. stoletja in produkcije smrti, kot pravi Weizmann, ki se je pojavila v koncentracijskih taboriščih. In zdaj, ta izpraznjenost umetniških del, ta v bistvu transparentnost, to zlivanje z okolico je nekaj, kar sem prevzel od Maleviča in teoretik, ki je imel v bistvu v moji prvi razstavi predavanje, se pravi Raj Hombov, je imel predavanje o mojem delu in je takrat rekel, da jaz v bistvu sem preskočil iz monokroma v akrom. V bistvu akromatičnost je, se pravi, očiščenje barv, očiščenje forme in ta akromatičnost je na nek način za mene kot nek duh, ki se pojavi ponovno, ki stopi ven iz zgodovine. Se pravi, reference nikoli niso prazne, ampak so kot duhovi, ki se idejno med sabo povezujejo. In kaj zdaj mene zanima? Mene zanima ta trdna podstat, ki je na primer Malevič zastavil skozi svojo ontologijo in nekako razumem tudi svoje, če se lahko malo pohecam, poslanstvo, da tudi jaz sam naredim neko ontologijo, ki je v filozofskem smislu resna ontologija, hkrati pa lahko prevajam tudi umetnost. Nekako imam ta plan, da bi to delal v prihodnosti oziroma se s tem ukvarjam že nekaj let. Druga stvar, ki me je izredno fascinirala in je vplivala na moje delo, pa je v bistvu inštitut A.B. Warburga v Londonu, kjer sem se par let nazaj tudi včlanil v knjižnico in sem raziskoval po njihovih arhivih, potem po slikovnem arhivu, ki ga imajo v bistvu v prvem oziroma v pritličju. In potem sem tudi prebiral razne knjige okoli tega in kaj se mi je zelo skrajno zanimivo je to, da kako so dobro razumeli v bistvu zgodovino
umetnosti. In nekako zgodovina umetnosti ni bila samo za njih zgodovina umetnosti, ampak tudi zgodovina filozofije, saj so na primer v renesansi razumeli pomembnost Platonove oziroma Platonove akademije, ki je bila ponovno ustanovljena v času renesanse strani Medičev, in kako so v bistvu svetovali, na primer, Botticellijevi Primaveri, oziroma Botticellijev, da je lahko naslikal Primavere in ostala dela, in kako so filozofske ideje v resnici prinesli v nek slikovni znak, ker ga lahko razumemo kot slikovni znak, ne pa več samo kot umetniško upodobitev oziroma simuliranje narave oziroma naravnega. Gre pa za to, da sem nekako z nekim svojimi lastnimi izkušnjami sem nekako razumel tudi skozi Schillerja, Warburg Institut, da je pomembno, da ima umetniško delo več plasti. Se pravi, Primavero misli, da jo lahko razume vsak, saj prepozna figure, v resnici pa ima več v bistvu nivojev, in kaj je meni zanimivo umetnosti in kaj se meni zdi dobro umetniško delo, je tisto, ki ima prav tako čuten nivo, čustven nivo in potem seveda te nivoje, ki so v bistvu nekako prepuščeni umetnosti, zgodovini, filozofiji in teoretikom. Tukaj gre pa v bistvu za racionalne konstrukcije oziroma zoperstavljanja idej, ki pa v bistvu nimajo enega odgovora oziroma so konstantno v neki aporiji. In gre za to, da v svojih umetniških delih uporabljam v bistvu reference kot ikonološke znake. Gre za to, da na primer ikonografija pa ikonologija se razlikujeta po dveh v bistvu poslovnih principih, se pravi ikonološko, če skrajšam, gre v sebi vsebovano interpretacijo.